finančno je tudi ful boljše, ker italijanske mange nekako najdražje so 7 evrov na zvezek. O moj bog. Ja. S tem, da mislim, da pa sem bila jaz še majhna, je moja... To lahko razložim, zakaj. Kar povej. Je moja sošolka brala mange v italijanščini v osnovni šoli, pa mislim, takrat so bile še po 3,60 € ali 3,90 €, ful so bile poceni. In zdaj so sicer se tudi, mislim, tudi oni so dvignili cene, je pa format pikico manjši. Aha, torej... Še bolj priročen. Bolj priročno, no. Maybe a plus. Pa ne vem, čeprav se Japonci se ful pritožujejo, kako imajo oni slabi papir, pa... V bistvu so Italijani ali... Japonci, pa mislim, da Italijani so direktno iz Japoncov jemljali kvalitetno. Italijani jemljajo v bistvu celoten proces tiska od Japoncev, ne od, se pravi, tega angleškega govorečih distributerjev, in sicer angleško govoreči distributerji so se odločili, da bojo tiskali volume, mank, v formatu A5, medtem ko Japonci tiskajo v formatu B5, ki je v bistvu malo manjši kot A5, pa tudi kvaliteta tiska, kvaliteta papirja je za odstenek slabša. Torej, v bistvu opaziš razliko precej, zato je možno, da oni delajo ta naklado tiska pač precej cenejšo in lahko tudi prodajajo potem cenejšo. Teda viš, Dango je zelo lepša knjižnica z angleščimi mangami. Jaz si mislim, če si kolektor, potem, pa če želiš potem, da tista manga zdrži dolgo časa. Ja, seveda. Ja. To sem prvič v bistvu opazil, ko je šel eden od prijateljev na Japonsko in sem ga prosil, da mi prinese 2 voluma od Bakumana. In ko sem dobil ta voluma, sta bila malo manjša, malo slabše kvalitete in tudi mogoče kompozicija naslovnic je bilo malo drugačna, kako oni marketirajo določene je včas naslovnice mogoče malo drugačne, ker skušajo Japoncem. Ko si drugače omenil, da so Italijani prinesli to metodo tiska iz Japonske, sem že pomislil na kako še že, wooden block print, ali kako je že? Woodblock. Kako se že ne more reče? Woodblock, ne vem, kako se vem, da si kupil na dnevu Japonske eno tako zbirko. Ukiye Heroes je pač ta sploh posebna tematika, ampak načeloma Woodblock je samo, da izrezljajo v bistvu ponavadi gre za les iz češnje, ga izrezljajo in potem natisnejo na tak, v bistvu potem pobarvajo ta, karkoli so izrezljali in natisnejo na ta poseben papir, ki ga morajo prej se reče sajzat. To je nekaj posebnega, potopijo ga v tako posebno tekočino, kjer se v bistvu napije in se sajza, se reče. V bistvu, ne vem, mogoče se celo razširi ali se skrči nekaj v tem smislu. In potem v bistvu te papirje izrežejo in natisnejo ta odtis gora. In to je zelo meticulous in dolg proces in v bistvu ta proces izumira. Zelo malo je mladih, ki se ukvarjajo s tem tudi na Japonskem. Ponavadi tisti, ki so mojstri, pa ki se ukvarjajo s tem na Japonskem z woodblockom, so večinoma 70, 80 celo. Se to večina vseh teh najvišjih čeprav Japonska ima kar dober, mislim, da kar ohranja dobro kakšne te tradicije. Ja, to pa res, Tudi tista Vlada produkcija... verjetno vlaga v, se pravi, razvoj in ohranjanje teh tradicionalnih. Smiselno, tako tudi produkcija tistih sojne omake na tisti njihov tradicionalen način v lesenih sodih. Ampak se pravi, tako so tradicionalno printali mange. In zdaj, če te razumem, zaradi tega sizing procesa je tudi potem B5, ne A5. Ne vem, ali se šališ, ampak dejansko obstajajo zgodbe, ki so bile natisnjene, ne vem, v 1800s s tem načinom woodblock in so povezovali neko zgodbo. Naprimer, ko so merchanti hodili na te v bistvu stojnice, ki so jih imeli tako kot nek market, kot nek tržnica in je v bistvu opisovala neko zgodbo o merchantih in kupcih in tako. To je bil recimo pogosto, ali pa da so morje upodobidovali in podobne. Sprav narava, predvsem narava, pa everyday life, slice of life. Kdaj pa je bila v bistvu prva manga? Koliko je stara prva manga? Mislim, manga, kot jo poznamo danes, je v bistvu lansiral Osamu Tezuka, mislim, da v 50-ih.
Astro Boy, pa kaj je bil Velikan, ki je bil v bistvu robot, Gigantor, se je imenoval na zahodu, nisem sure, don't quote me on it, ampak ampak prvi je bil tak Astro Boy, tako da to je bila manga, kot jo poznamo danes, so bili pa predtem že taki woodblock in podobne stvari.